ustaviti agresijo, tu smo, ker želimo svobodo govora, tu smo, ker se zavzemamo za kulturo dialoga. Hvala taksistom, ki so se ravno pelali in vsem zaposlenim, nekateri trenutno delajo. Izrazili podporo. Hvala Konfederaciji sindikatov javnega sektorja. Tam vidim tudi skupino Mladinskega gledališča, ki nam je odstopila svojo dvorano, prekinila svoje delo, da smo lahko izvedli svojo javno prvo tribuno. Zdaj pa mislim, da smo že zbrani in prepuščam besedo našima moderatorjema, Tatjani Pirc in pa Saši Kranjcu. Lepo vas je videti, da ste zbrani v tako velikem številu. Mi smo zaposleni na Radio Televiziji Slovenija, ali kratko RTV SLO, RTV smo. Kljub temu, da nas nekateri želijo preglasiti, danes smo dovolj glasni, da nas bodo slišali prav vsi. Danes stavkamo za neodvisno Radio Televizijo Slovenija. Bravo! Na zboru zaposlenih RTV Slovenija in novinarski konferenci stavkovnega odbora, v katerem je več kot 180 članov različnih uredništev RTV Slovenija. Zbora zaposlenih potekata tudi pred sedežama naših regionalnih centrov v Kopru in Mariboru. Po tej poti pošiljamo kolegicam in kolegom lep pozdrav. Ni predaje! Danes vas bo nagovorilo kar nekaj kolegov, ki ustvarjajo program. Še enkrat ponavljamo, RTV SLO smo zaposleni na Radio Televiziji Slovenija in kot prva govornica vas bo nagovorila predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija, Helena Milinković. Ponižna sem in čast mi je, da lahko govorim v imenu svojih kolegov, v imenu zaposlenih. Za nas je to sicer težek, čustven trenutek. Stavka ni lahka zadeva. Vsi ste nas spraševali že nekaj časa, zakaj ne stavkamo, kdaj bomo stavkali. Danes smo tukaj, že nekaj časa stojimo pred tem vhodom in opozarjamo na nepravilnosti, neprofesionalizem, nenazadnje tudi na to, kar se nam kot novinarjem dogaja. Tarče smo sovražnega govora, tarče smo diskreditacij, tarče smo diskvalifikacij. Danes smo tukaj, ker nam ni preostalo več ničesar. Naše zahteve so jasne. Borimo se za obstoj javne radiotelevizije, obstoj za javnega medija. Naša prva in glavna zahteva je novinarska in uredniška avtonomija, depolitizacija javnega RTV-ja. Čez 2 uri bo zasedal znova programski svet, kjer lahko pričakujemo ponovno, da bodo razpravljali o nas in konkretno o tem dogodku. Že nekaj časa opozarjamo na nevzdržne kadrovske razmere, številni so odšli, številni so bili premeščeni, številnim se grozi. Počutimo se, kot da živimo v neki drugi državi. Kot novinarka v znani politični redakciji sem specializirana za človekove pravice, za avtoritarne sisteme. Delam že 23 let v tej hiši. Trenutno doživljamo to, o čemer poročamo. Predvsej neprijeten občutek je, ko v državi članici Unije družba je zadihala v neki svobodi, mi pa se dušimo v težki urbanizaciji. Pritiski so vsakodnevni, ampak mi ne bomo tiho, nas je vsak dan več.
Mi nismo samo novinarji, mi smo tudi tajnice režije, mi smo tudi asistenti snemalcev, mi smo tudi režiserji, mi smo tudi snemalci, mi smo tudi produkcija, grafiki in ostale ekipe. Vsak od nas je pomemben člen v verigi in če je en člen šibek, smo šibki vsi. Zato smo danes tukaj. Zahvaljujem se vsem za solidarno podporo. Tam še skozi dežuje iz različnih koncev na mail in nisem še uspela odgovoriti. Med kolegi je vsak dan večja mobilizacija in podpora za, kot je rekla kolegica Vanja Kovač včeraj v prispevku, za idejo, za ohranitev javne radiotelevizije. Danes spreminjamo programe, ne jih krčimo, nasprotno, bogatimo jih. V programe televizijske vračamo ukinjene oddaje, vračamo novinarje. V Odmevih bo gostovala naša kolegica Vlasta Jeseničnik, novinarka, ki se je znašla v najtežji situaciji, ki si jo lahko predstavljamo, ko za svoje poročanje tvega tudi zapor. In zdaj smo tako rekoč brisani. Mi zahtevamo, da se v informativnem programu in MMC-ju upošteva profesionalne, programske in etične standarde. Pod te standarde mi ne moremo iti, ne bomo jih spuščali in na tem temelji ves naš upor. In zaradi tega smo diskvalificirani ali diskreditirani. Uredništvo MMC-ja je enotno, dihajo kot eno. Poglejte, vsak dan obiskujete njihovo stran, tudi danes je ta polna s kakovostnimi članki, govori o tem, kaj je pomen naših programov, zakaj javna radiotelevizija. Naj povem samo to, da mi smo tukaj zaradi javnosti in želimo si, da javni medij zasleduje v vseh svojih programih, od otroškega do informativnega, javni interes, kar pomeni interes vseh javnosti. In če se na RTV-ju krši svoboda govora, se omejuje sindikalno svobodo, potem te svobode nikjer v družbi in državi ne more biti. In mi smo odločni, da bomo sa svobodo govora tvegali. Ne želimo, da nas delijo na leve in desne. Mi smo zaposleni, ki delujemo po profesionalnih standardih. V tej hiši je kopica strokovnjakov, ki so specializirani za svoje področje. To je valilnica znanja, a vendarle je ob takem vodenju zavoda zanemarjeno kulturno bogatstvo in tudi znanje, ki ga drugje v državi ni. Rada bi zdaj samo še mogoče predstavila, kdo smo. Mogoče je zdaj malo že zmeda, ker nas je toliko. Koordinacija novinarskih sindikatov je napovedala stavko. Vodijo generalno vodstvo stavkovnega odbora, kjer nas je 6. Predsedujoča sem jaz, potem je tu še Nataša Štefe, Maša Tomažin Hladen, Petra Medved, Špela Novak, Mateja Brežan. Naš stavkovni odbor je izjemen, vsak dan nas je več, danes je že 180. V stavkovnem odboru pa so številni kolegi, ki niti niso zaposleni v MMC-ju ali informativnem programu. Tudi so honorarci, niso člani novinarskih sindikatov. To pomeni, da znotraj RTV-ja se rojeva izjemna solidarnost in danes se ta kaže tudi v radijskih in ostalih televizijskih programov. Regionalni centri so priredili svoje programe, vsebine in poročajo o naših zahtevah in pomenu javne radiotelevizije. Hvala javnosti, da nas podpirate ves ta čas. To nam daje moč, da preživimo nenazadnje vsak dan, ki je precej tesnoben, ko se stopi v pisarno, predvsem v informativnem programu. Hvala vsem, skupaj nam bo uspelo. Helena je govorila tudi o oddajah, ki so bile v zadnjem času ukinjene ali predstavljene. Ena izmed zadnjih odmevnejših ukinitev je bila ukinitev oddaje Studio City. Zato k mikrofonu vabim Marcela Štefančiča.
ne vem, zakaj se gospoda Nadškofa in gospod predsednik ne oglasita, zakaj se ne odzoveta, ampak tole se jim... Skratka, še enkrat, spoštovani. Spoštovani, še enkrat, ne vem, zakaj gospod predsednik in gospoda Nadškofa molčita, zakaj se ne odzovata, zakaj se ne oglasita, ampak tole sem jim hotel povedati. Pred volitvami so televizijo prevzeli ljudje, ki so jo prelevili v propagandni predvolilni stroj. Že to je dovolj, da bi moralo vodstvo oditi. Toda to vodstvo je zagrešilo še nekaj bistveno hujšega. Delalo je slabo televizijo. Pokazalo je, da televizije ne pozna, da je ne obvlada, da je ne razume, da je ne spoštuje in da je ne mara. To, kar je počelo, je bilo norčevanje iz televizije, publike in Slovenije. Še huje, to vodstvo je delalo tako slabo televizijo, da je volitve izgubilo. Še celo Janez Janša si je verjetno rekel, le kje so jih našli. Zato je skrajni čas, da televizijo spet prevzamejo ljudje, ki jo znajo delati, ljudje, ki jo poznajo, ki jo obvladajo, ki jo cenijo in ki jo razumejo. Ljudje, ki jo z eno besedo ne sovražijo. In vsi ti so se zbrali danes tukaj, slava jim. Marcel, to je bil Marcel Štefančič, Studio City, RTV Smo. Zdaj pa prosim za besedo Alenko Potočnik, predsednico Sindikata novinarjev Slovenije. Alenka, izvoli, mikrofon je tvoj. Spoštovani, mi vsi smo RTV, s tem se verjetno strinjate. Z današnjo udeležbo ste nam vsem skupaj dali jasen znak, da smo na pravi poti in Sindikat novinarjev Slovenije dejansko stoji z vami v prvih bojnih vrstah. Dosegli bomo socialni dialog, ohranili bomo avtonomijo novinarskega dela, avtonomijo uredništva, poskušali pa bomo vse tisto, kar je osnova, to so tudi višje plače za najnižje, najmanj plačane. Predvsem pa jaz osebno bom delala na tem, da socialni dialog v tej hiši nikoli več ne bo tako nizko, kot je zdaj. Ko samo poslušamo, da se pogovarjamo, pa se ne slišimo, vsaj nas ne sliši vodstvo RTV hiše. Tako da to je zdaj moja obljuba, da bomo Sindikat novinarjev Slovenije z jasno podporo tudi vseh ostalih medijskih hiš, v katerih je stanje tudi resno še vedno in iz dneva v dan bolj, stali v prvi vrsti z vami in se zavzemali za to, da bodo stavkovne zahteve tudi uresničene. Hvala. Z nami je tudi Društvo novinarjev Slovenije, predsednica DNS Petra Lesjak-Tušek. Lep pozdrav vsem kolegom z RTV Slovenija, vsem, ki stavkate, generalnemu stavkovnemu, pretežno ženskemu ali celo samo ženskemu vodstvu. In vsem kolegom z ostalih medijev, kot je že povedala Alenka, tudi drugod je stanje resno in tudi drugod bomo mogli še kaj izbojevati in nismo še tam. Stojimo pred, za in z RTV Slovenija. RTV smo, kot so zapisali stavkajoči. RTV smo vsi skupaj in tudi od nas bo odvisno, kak bo RTV, kak RTV boste in bomo. Dovolj je bilo, več kot preveč je razlogov, da stojimo tu, se skupaj zavzamemo za avtonomijo javnega servisa, proti hlapčevanju, predvsem pa proti očitni razgradnji medija, ki mora ostati prvi, nosilni, osrednji steber profesionalnega novinarstva, ne pa kak polaščeni in prilaščeni strankarski derivat ali nizkotno politično trobilo.
V društvu novinarjev odločno in trdno podpiramo stavko. Podpiramo prizadevanja za obstoj, za neodvisnost uredništva, za to, da obstane novinarstvo, kakršno tudi sodi na osrednji medij. Novinarstvo, medij, ki potrebuje stabilno financiranje. Nujna je depolitizacija servisa, ki ni v nikogaršnji službi, še manj pa kogarkoli služabnik. RTV lahko služi k večjemu interesom javnosti in javnosti, nikdar pa parcialnim interesom, sploh pa ne tistim političnim, ki si jo skušajo podrediti, jo instrumentalizirati za strankarske interese ter docela razvrednotiti novinarsko delo. Podpiramo kakovostno, profesionalno novinarstvo, etično novinarstvo. Kredibilno novinarstvo, novinarstvo, ki spoštuje in bo spoštovalo svoje občinstvo, ki bo izhajalo iz občinstva in ga z raznovrstnim programom tudi nagovorilo. Zavezani smo tudi temu, da tako občinstvo zastopamo. Ne moremo več mirno spremljati in gledati tega programa. Programa, ki uničuje javno, ki podcenjuje javno, ki podcenjuje novinarje in novinarstvo in vse ustvarjalce programskih vsebin. Tudi tiste, nekaj jih je med nami tu, ki so si leta prizadevali, da je bila nacionalka ugledna, prepoznavna medijska hiša, tudi tiste, ki so v tej hiši z vestnim in neomajnim delom vtisnili pečat kakovosti, ki so vso svoje profesionalno delo tudi srčno, ne le umno usmerili v to, da smo lahko ponosni na slovensko novinarstvo. Borba ni in ne bo lahka, marsikaj ne gre na roko, a je nujna in neizbežna. Gre za obrambo standardov, gre za biti ali ne biti, gre za imeti in obdržati obraz pred javnostjo ali pa poklekniti in prepustiti javni servis popolnemu uničenju. Izbire tako pravzaprav niti ni oziroma je jasna. Gre za storiti, kar je prav in nujno, in to, kar počnemo, je prav. Zlasti zdaj, ko velik del civilne sfere stoji za javno RTV, vlaga peticije, se zauzema za avtonomijo in neodvisnost in prepoznava to borbo kot pravo. Izpolnitve stavkovnih zahtev ali vsaj izpostavitve dialoga najbrž ni pričakovati. Tako tudi ne posledičnega odstopa vodilnih, čeprav smo v društvu že predlagali in pozvali, naj se vendarle umaknejo. Bržkone so vodilni v teh igrah zdaj le še opogumljeni ob podlih, a spretnih manevrih SDS, ob vložitvi novele zakona o RTV in še referenduma, pa naj bo z vidika ukinjanja obveznega RTV prispevka dopusten ali pač ne. Danes popoldne se sestaja programski svet, kot je omenila že Helena. Ena od točk bo tudi vrnitev Studia City z Marcelom Štefančičem oddaje, za katero trdno stoji civilna javnost, podpisi peticije, verjetno pa jo v tem sestavu težko pričakujemo realno. Vložena novela zakona o RTV, začenja se tudi razprava o tem, nove vladne koalicije res da obeta depolitizacijo javnega servisa ob spremembi vodenja, nadzora in upravljanja, a ne zlahka, predvsem pa ne hitro. Zato bo treba vzdržati tudi pritisk časa in ohraniti previdnost in pozornost ob vseh nadaljnih potezah vsakršne politike. Nadzor in kritika katerekoli oblasti sta ključna mehanizma demokratičnih družb. Veliko pritiskov in napadov smo že zdržali. Zdaj je treba zdržati tudi to borbo, ker današnja opozorilna stavka gotovo ni in ne bo konec, po svoje je začetek ali nadaljevanje in zaostrovanje neke vrste maratonska preizkušnja. Na izčrpavanje so šli pri STA-ju, a borili smo se za obstanek skupaj s sindikatom, predvsem pa skupaj z javnostjo, civilno družbo. Na karto izčrpavanja gotovo igrajo tudi zdaj, finančnega, kadrovskega, predvsem pa osebnega, ki je lahko tudi zelo učinkovito, sploh če je tako podlo kot to. Tudi ustrahovanja bodo, lomljenje enotnosti na ta način je že preverjena metoda. Sejanje dvomov, strahu, to je pogosto zelo plodovito. A vse to bo treba zdržati, vse to je tudi vredno in mora biti vredno zdržati. Edina prava novinarska drža je pokončna, taka je tudi stavka in tak naj bo tudi nadaljni boj. Za RTV smo. Javno in avtonomno RTV Slovenija piše na transparentu
tako je. Borimo se za to. Radio Televizija Slovenija, na kratko RTV SLO, RTV Smo, je to danes in tako bo tudi jutri in vselej. Danes stavkamo, ker sta v informativnem programu Televizije Slovenija in uredništvu MMC resno ogroženi novinarska in uredniška avtonomija. Ana Jurc v imenu uredništva MMC. Tudi MMC-ovci stavkamo, ker sta naša novinarska in uredniška avtonomija resno ogroženi. Vodstvo je z nesmiselnim manevrom enega VD-ja urednika uredništva, oziroma v tem primeru urednico, zamenjalo z drugim VD-jem in to pred pomembnimi projekti za novinarsko redakcijo, kot so državno-zborske volitve. Že takrat smo vodstvo seznanili z našimi pomisleki, tako o načinu imenovanja, kot o osebi, ki je bila na to mesto imenovana. Po 2 mesecih lahko potrdimo, da smo imeli prav. VD urednika uredništva svojega dela skoraj ne opravlja, oziroma ga opravlja zelo selektivno, z uredniškimi intervencijami na točno določene politične teme, ki jih niti ne želi vsebinsko pojasnevati. Večina novinarjev MMC ga ni videla niti enkrat v živo. MMC tako zadnje 2 meseca deluje po načelu samoorganizacije, saj zaposleni svoj poklic in odgovornost do javnosti jemljamo resno. Urednika smo pod aktiv MMC-ja večkrat pozvali k sestanku, da bi nam predstavil vizijo delovanja MMC-ja in način našega sodelovanja, vendar smo ostali brez kakršnega koli odziva. Ker smo v stanju popolne negotovosti, brez vizije, brez potrebnih informacij, v položaju samoohranitve, vse to pušča posledice na kolektivu. Takšnega položaja si javni RTV ne bi smel dopustiti. Odgovornost zanj pa neposredno nosita VD urednika uredništva in odgovorna urednica informativnega programa RTV Slovenija, ki ga je na ta položaj imenovala, posredno pa tudi generalni direktor RTV-ja. Hvala. Spoštovani, danes stavkamo, torej se za vas in za nas. 1, 2. 1, 2. 1, 2. No, zdaj pa bo. Še enkrat. Torej, spoštovani, danes stavkamo, za vas in za nas se torej borimo tudi pred javnostjo. To pa ne pomeni, da se v preteklih mesecih, dneh nismo borili. Borili smo se znotraj uredništva, znotraj kolektiva. Tako. Tudi s tonom se borimo. Zdaj pa bo. Torej, danes stavko se borimo tudi pred javnostjo, kar pa ne pomeni, da se v preteklih mesecih, dneh nismo borili za nas, za vas. Borili smo se znotraj kolektiva, znotraj uredništva informativnega programa Televizije Slovenija. Zato je prav, da k mikrofonu povabimo tudi Marto Razboršek, predsednico aktiva novinarjev informativnega programa Televizije Slovenija. Pozdravljeni. Torej, kot predsednica aktiva novinarjev informativnega programa Televizije Slovenija sem del skupine, ki je ob spreminjanju PPN-ja za letos soorganizirala celoten kolektiv, ki se je z argumenti in podpisi uprl tako drastičnim spremembam programa, kot so se zgodile. Z mano so bili torej, v najožji skupini Maša, en velik aplavz. Tadeja, Žiga, ki ga žal ni več med nami, Gregor, Igor. Ne gre pozabiti. Od takrat 143 zaposlenih v informativnem programu se jih je pod poziv programskemu svetu in vodstvu podpisalo kar 134.
Z vodstvom in takratnim VD-jem direktorja televizije gospodom Arehom smo se pogovarjali, a naših pripomb ni upošteval. Šele ko je mesto VD direktorja televizije prevzel tudi trenutni generalni direktor, je prišlo do določenih sprememb, in sicer dnevnik so podaljšali za 3 minute, dolg je samo slabih 23 minut, zdaj po spremembi, pred spremembami je bil dolg 30 minut, na prvi program sta se vrnili izjemno gledani oddaji Nekoč nekdaj, Utrip in zrcalo tedna. Obema je gledanost katastrofalno padla, kot tudi ostalim oddajam informativnega programa. Naj povem, da smo pred današnjo sejo programskega sveta programski svet spet pozvali, naj ohrani Studio City z Marcelom in vrne ukinjene oddaje nazaj na prvi program. Torej, tukaj sem dovolj let, kot veste, da poznam težave, s katerimi smo se spopadali tudi prej. Bilo jih je veliko, tudi nedopustno zmanjševanje zaposlenih v informativnem programu brez razmisleka. Mi nismo le številke, ampak tako kot je zdaj, pa še ni bilo. Nujna je torej sprememba zakona o RTV Slovenija, da se nikoli več ne zgodi, kar se je zgodilo zdaj, in sicer, da lahko ena oseba, ne da bi se ozirala na mnenje odgovornega urednika informativnega programa, recimo v našem primeru, ta program spremeni do neprepoznavnosti. Da nikoli več ena oseba ne bo mogla dobesedno izbrisati gledanih oddaj, da niso bile dobro gledane, je preprosto laž. Torej, kot dolgoletna dopisnica Zahodnega Balkana vem, kako podrejeni so mediji v naši okolici. Delala sem tudi upor hrvaških novinarjev, kjer je za največ slab tožb poskrbela prav javna televizija HRT, ampak do zdaj k sreči nobene tudi ni dobila. Vsi so prav nas imeli za zgled neodvisnega novinarstva, a tokrat smo prvič v samostojni zgodovini na lestvici novinarskih svobod padli pod Hrvaško. Zato poziv politiki. Skupaj z nami spišite in sprejmite tak zakon, ki bo tudi vam onemogočal tak vpliv na javni servis, kot so si ga nekateri očitno privoščili zdaj. Toliko. Žerdin je 4. maja, dan po dnevu svobode medijev, ko smo tudi stali tukaj, dejal, da je situacija na RTV Slovenija precej odštekana, ko sta se v podcastu medijske hiše Delo od srede do srede s komentatorjem Janezom Markešem pogovarjala o dogajanju na javni RTV. Novinar, urednik, sociolog, dr. Ali Žerdin. Kolegice, kolegi, z druge strani ulice, z druge strani železnice, z druge galaksije Gutenbergove, prinašam pozdrave solidarnosti. Kar bom povedal, vem, da že veste, ampak naj povem. Imate dolžnost. Smo pred inštitucijo, ki nam je prva sporočila, da se je začela osamosvojitvena vojna. Prva nam je povedala, da je na plebiscitu ljudstvo sprejelo odločitev o samostojnosti in neodvisnosti. Na domove nam je v realnem času prinesla slalomsko zmago Bojana Križaja. Prek radijskih sporočil sem izvedel, da se je 11. septembra 2001 začelo 21. stoletje. Izvedel sem, da smo evropski prvaki v košarki. Izvedel sem, kdo je zmagal na volitvah in kdo je izgubil referendum. Izvedel sem, da smo na nogometnem igrišču premagali Ukrajino in da jim na nekem drugem igrišču pomagamo. Imate dolžnost, da čuvate ta zaklad. Čuvate zaklad
obveščanja javnosti. To ste počeli v preteklosti, danes stavkate, da bi lahko očuvali ta zaklad. Zaklad obveščanja javnosti. Bravo! Vem, da vam je težko. Danes stavkate, ker druge možnosti ni. Danes stavkate zato, da bom jutri zjutraj ob 7 še vedno lahko verjel, zaupal jutranji kroniki. Danes stavkate, da bom jutri lahko zaupal dogodkom in odmevom. Stavkate, da bom jutri lahko verjel dnevniku in odmevom. Stavkate zato, da ne bom v dvomih, ali je Bojan Križaj res zmagal v Vengnu. In nisem v dvomih, da boste tudi vi zmagali. Hvala lepa, Ali Žerdin. Ena izmed oddaj, ki so skoraj da čez noč izginile iz prvega sporeda Televizije Slovenija oziroma nasplošno iz sporedov Televizije Slovenija, je edina zunanje politična oddaja v naši državi, oddaja Globus. Eden od voditeljev in kolegov, ki so pripravljali to oddajo, je Adrijan Bakič in zdaj ga vabim mikrofon. RTV smo tudi dopisniki in novinarji zunanje političnega uredništva. Večplasten pogled na naš vsakdan pogosto pride šele takrat, ko stopimo iz okvirja samozadostnosti, takrat, ko nam kritičen razmislek lahko ponudi tudi kdo od zunaj. Tega na Televiziji Slovenija zdaj žal ni. Ne pretiravam, če rečem, da je bilo pred leti zunanje politično uredništvo Televizija Slovenija za velik del javnosti temelj te hiše. In z odgovornostjo lahko trdim, da je naša izkušena dopisniška mreža skupaj z zagnanimi zunanje političnimi novinarji tu v Ljubljani danes naša prednost. Veliko je bilo že pomembnih svetovnih dogodkov, ki smo jih spremljali, njihov pomen pa osmišljali za slovensko javnost. To ni le naša služba, to je naloga in odgovornost javnega medija. A v zadnjih mesecih je bil zaradi programskih sprememb, ki jih je uvedlo vodstvo RTV Slovenija, zunanje politični doprinos informativnega programa lahko žal le poročevalski, bežen, površinski. Programsko-produkcijski načrt za leto 2022 je kljub tehtnim pomislekom nas ustvarjalcev in javnim pozivom strokovne javnosti na čelu z akademiki in diplomati izbrisal edino zunanje politično oddajo na Televiziji Slovenija Globus. Kot razlog so takrat navajali domnevno slabo gledanost in napovedovali, da bo po ukinitvi Globusa na televiziji več zunanje političnih vsebin. 63% več je zapisal takratni vršilec dolžnosti direktorja Televizije Slovenija. Danes pa lahko ugotavljamo, da smo zadnji Globus pripravili 3. februarja. Vse odtlej ga ni nadomestilo nič, še dnevno informativne oddaje so skrajšali. Skoraj 4 mesece torej Televizija Slovenija ne opravlja pomembnega dela svoje javne službe zaradi nepremišljenih odločitev vodstva. In kot da bi šlo za igro usode, smo v času, ko dogajanje v mednarodnem prostoru verjetno bolj kot kadarkoli prej zahteva temeljite analize, poglobljene prispevke, pogovore s pronicljivimi tujimi sogovorniki. Za vse to smo tu novinarji in dopisniki z znanjem, izkušnjami, predvsem pa z veliko željo, da bi delali profesionalno, temeljito, tako kot nam narekuje novinarska vest. Zdaj lahko le razmišljamo, kakšni bi bili v minulih tednih globusi o vojni v Ukrajini, energetski krizi, drženju hrane, francoskih volitvah, o politični negotovosti na Severnem Irskem, o nevarnih trenjih v Bosni in Hercegovini, o kibernetski varnosti in seveda bi še lahko našteval. Vse to bi delali, če bi imeli možnost.
Zato v imenu vseh zunanjepolitičnih ustvarjalcev ponavljam, umaknite odločitve, ki krnijo ugled javne RTV Slovenija, prisluhnite zaposlenim, ki imamo veliko znanja in izkušenj, vrnite gledalcem vsebine, ki so iz neutemeljenih razlogov izginile z programov Televizije Slovenija. Da, marsikatera oddaja, gotovo tudi Globus, je potrebna prevetritve, posodobitve, tudi sami bi si v prvi vrsti želeli tega, a vsega se je treba lotiti strokovno in premišljeno. Danes smo tu, ker nam je mar za RTV Slovenija, ker ne smemo in preprosto ne moremo gledati, kako propada pred našimi očmi. Ni predaje. Radio Slovenija se bliža svoji 100. obletnici. Je pomemben in neomajen temelj te hiše. Zato je prav, da zdaj spregovorijo tudi radijci. Aleš Kocjan, ki raje sliši, da je Aleš Kocjan, Radio Slovenija, v imenu aktiva novinarjev Radia Slovenija. V aktivu novinarjev Radia Slovenija seveda podpiramo prizadevanja in zahteve kolegov iz informativnega programa Televizije Slovenija in MMC. Predvsem pa pozdravljamo enotnost kolegov in odločnost, saj navkljub nestrinjanju z vodstvom televizije svoje delo opravljajo pokončno in profesionalno. V trenutku, ko je ogrožena novinarska avtonomija in medijska svoboda, je nujno v prizadevanjih za avtonomijo in svobodo ta boj podkrepiti z dejanji. Z delom v skladu z našimi profesionalnimi in etičnimi standardi. Tako kot so kolegi na STA s korektno in profesionalno upravljenim delom kljubovali nezakoniti prekinitvi vladnega financiranja javne službe agencije, tako tudi kolektiv informativnega programa televizije in MMC nadaljujeta delo v skladu z našimi zavezami profesionalizmu, navkljub nestrinjanjem s potezami vodstva televizije in navkljub večinskemu nasprotovanju kolektiva urednic informativnega programa TV Slovenija in vršilcu dolžnosti urednika MMC. Na tem mestu velja poudariti, da na spremembe zakonodajnega okvira, ki omogoča politično podrejanje RTV, novinarji nimamo neposrednega vpliva. Na to, ali svoje delo kljub neugodnim institucionalnim okvirjem in pritiskom upravljamo profesionalno, pa imamo. Zato bi vnovič izpostavil misel akademika dr. Slavka Spihala, ki jo je delil z nami marca na javni tribuni za javno RTV. Takole je dejal profesor: Neodvisnost javne RTV je mogoče zagotoviti s političnimi, pravnimi in ekonomskimi sredstvi. Avtonomnosti novinarjev pa ne. Ker avtonomnost novinarstva je rezultat osebne integritete ter prizadevanja za ohranitev avtonomije in javne RTV. In v času, ko sta ogroženi medijska svoboda in novinarska avtonomija, se torej moramo zanesti predvsem nase in na svoj pogum, na naša načela in odločnost. Zato se je treba, kot je izpostavil Marcel in zato ostal brez oddaje, neprofesionalnim uredniškim odločitvam preprosto upreti. Ni in ne bo predaje. Znan glas, ki ima svoj obraz, glasbeni urednik, novinar, voditelj. Andrej Karoli, Radio Slovenija, RTV smo. Hvala lepa z tistega konca. Tu sem, ker sem solidaren. Solidarnosti sta me naučila starša. Solidarnost sem spoznaval skozi šolanje
v okolju, v katerem sem živel in še vedno živim. Pri vseh naštetih sem se zelo zgodaj naučil, kaj je prav in kaj ne. Prav je in solidarno, da nekomu odstopi sedež, posodiš kolo. Prav in solidarno je, da kraljem ulice plačaš 3 časopise, vzameš pa samo enega. Solidarnost ni ena sama. Tokrat in danes in vse te dni prej in naprej je solidarnost stanovska. Ne samo novinarska, kajti RTV Slovenija je več kot le uredništvo ali dve. Radio Televizija Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Zato sem tukaj. Solidarnost je še najmanj, kar lahko storim. Hvala lepa. Solidarnost in podpora, dve pomembni vrednoti. Nekdo bi nam rad izrekel podporo, to je Renata Zamida, direktorica javnega zavoda Center Rok, novinarka, filozofinja, jezikoslovka. Ima 15 let izkušenj na področju knjige, bila je tudi direktorica javne agencije za knjigo od leta 2018 do 2020, do neprostovoljnega odhoda. Ve, kako je to. Nisem samo iz solidarnosti, ampak tudi zato, ker sem se večino vsega, kar vemo o novinarstvu, naučila na javni radioteleviziji, na radiju natančneje, in zato mi ni vseeno. Kar je ta hiša v zadnjih mesecih postala, je vse, kar ne bi smela biti. Nikoli. Načrtni razkroj ustvarja prazen prostor, ki ga polnijo politikanstva, priložnostni tajkuni, drobnjakarski interesi, blodnjavost in vsakršna odgovornost stroke. Kar se je zadnji 2 leti dogajalo z ugledom in strokovnimi standardi javnih inštitucij, ki so bile podvržene prevzgoji odhajajoče vlade, že zdaj vidimo, da je zelo težko popravljivo, zahtevalo bo čas in energijo. Razgradnjo, kjer se še da, je treba nemudoma ustaviti. In danes govorimo o razgradnji javnega medija. Javni mediji so javno dobro, kot zrak, voda ali obala. Kjer je skupna zavest družbe visoka, se v javno dobro ne posega. Javno dobro je ustavna pravica nas vseh. Ne le kot stanovska kolegica, kot državljanka si želim kulturne komunikacije programskih svetnikov, ne pa njihovih navodil za novinarske prispevke, visokih uredniških standardov, nesklonjenih glav in kimanja. Novinarske etike, kakršne sem se naučila od urednikov in urednic pred 20 leti, ne na silo uravnoteževanih prispevkov in samocenzure. Razmisleka o programski shemi, ki ne pomeni vtikovanja v avtonomijo stroke. Strokovnega upravljanja javne televizije, ne pa servilnih karikatur na odločevalskih mestih. Za javni RTV servis nam nikoli ne sme biti vseeno. Naj še enkrat ponovim, kjer je skupna zavest družbe visoka, se v javno dobro ne posega. Vsi tukaj zbrani smo tudi vest novo nastajajoče vlade, da tega ne bo pozabila. RTV Slojevke in RTV Slojevci, ostanite pokončni. Spoštovani, pomembno... Spoštovani, pomembno se mi zdi, da v tem trenutku še enkrat poudarimo, da nismo tukaj samo novinarji Televizije Slovenije, da tukaj niso z nami kolegi iz Radia Slovenija, ampak so tudi tukaj tajnice režije, realizatorji, vso tehnično podporno okolje, snemalci, kamermani, montažerji, novinarji iz športnega programa, novinarji iz kulturnega uredništva, iz dokumentarnega programa, otroškega programa. Pa še nekaj je res,
nismo samo zaposleni, ki smo zaposleni zdaj, ampak tudi veliko naših nekdanjih kolegov, ki so v tem času, negotovem času, zapustili RTV Slovenija ali pa so že v pokoju in so nam prišli izraziti podporo. Zato je prav, da tudi njim damo besedo. Najprej k mikrofonu vabim novinarkom informativnega programa Televizije Slovenija, Rajko Vidnevič-Pupovac, nato pa še dva, ki jo verjetno še gotovo poznate. To sta Jani Luštrek in Miha Žibrat. Novinarji notranje politične redakcije informativnega programa Televizije Slovenija smo tu zato, ker so razmere nevzdržne, ker od naših nadrejenih ni nikogar, ki bi nas ne le poslušal, ampak tudi slišal, ker se dobre oddaje ukinjajo, ker ko se naša opozorila izkažejo za pravilna, odgovornosti ne prevzame nihče, ker veljajo dvojna merila, ker ni več Marcela, ker se uvaja vzporedni informativni program na drugem sporedu, ker se informativni program na prvem sporedu izčrpava. Medtem pa še nekateri še vedno sanjajo o levem in desnem novinarstvu. Presneto več nas je profesionalcev. Bravo! Tole majčko, ki jo nosim, je nastala približno že več kot pred 20 leti. Ker jo verjetno večina ne vidi, naj povem, da je njeno sporočilo, jaz rekel, da je javni RTV servis ena najboljših jedi oblasti. Bravo! Bravo! Poslujoča se oblast je mislila, oziroma se že veselila in pripravljala, ker je bila prepričana, da je žaba kuhana. Ampak se je zmotila. Žaba je v podpori oziroma s poljubom javnosti se nenadoma jim razkrila kot očarani princ, ki jim zdaj jasno daje videti, da zna misliti svojo glavo in da upam, da vsem oblastem, vseh barv za zmeraj govori, nikdar ne bomo vaše trobilo. Bravo! Lep pozdrav. Nam, ki smo zunaj, najbolj veliko lažje kot vam vsem, ki ste še vedno znotraj. Mi od zunaj gledamo in vidimo, kaj se dogaja. Jaz sem v bistvu žalosten in jezen. Jezen sem, če UKOM predpisuje, kaj morajo delati novinarji v notranjem političnem uredništvu, če UKOM dirigira programskemu svetu, o čem naj razpravlja. Jezen sem, da gledam prenos BBC-ja, namesto da bi to delala naša sposobna nacionalna politična redakcija. To, kar smo naredili sedanji oblastniki, pa ne mislim na vlado, ampak katere je tam skoraj, pelje javni zavod samo navzdol. Ta padec morate vsi skupaj zaustaviti. Kot je prej dejal eden predhodnikov, svojo lastno avtonomijo, svojo pokončno držo. Zdržite. Bravo! Tone Hočevar, novinar, poročevalec, dopisnik, urednik, televizijski voditelj, dolgoletni sodelavec RTV Slovenija in časopisa Delo. Bil je zraven, bil je v osrčju dogodkov, ko se je pisala slovenska in svetovna zgodovina. Tone Hočevar. Pozdravljeni.
jaz nisem ne jezen, ne žalosten, ampak sem pravzaprav vesel, ker je tole ene vrste praznik. Ker vas toliko vidim, ki ne dovolite, da bi vas delali za hlapce. Bom se pa z vami spomnil čist malo nazaj, ko se je tista redakcija, ki jo je prej Adrian omenil kot pokončna, trdna, torej začela pred 53 leti v tejle hiši. Takrat smo začeli in smo bili prepričani, da bo vedno bolje, pa nikoli tako, kot je danes, malo prej do začetka tega zborovanja. Rad bi se spomnil pa še kakšnega dogodka, ki ga ne smemo pozabiti in ga morda nekateri ali pa večina niti nimate zapisanega za ušesom. To je bil Labodji spev, če se ga spomnite. Labodji spev je bil hudičevo pomemben dogodek, ki se dan danes pravzaprav uresničuje in ki mu pravimo ne. Labodji spev je bil takrat zarisan, ne vem, trije morda, lahko dignete rotek, se tega še spomnite, zarisan na Pavlihovi naslovnici in smo bili tam narisani nekateri od tistih, za katere so se te, ki še zdaj tam gor odločajo, so sklenili, da jih morajo spraviti iz te hiše in smo plesali Labodji spev na karikaturi Boruta Pečarja. No in potem je minilo kar nekaj let, pa nismo ničesar storili, da bi se uprli tej grožnji o Labodjem spevu, ki pa je ostala živa in je bila nenehno nad našimi glavami kot Damoklejev meč. No in kako se je zgodila na koncu ta zgodba, kako se je razpletla, ena čist majhna partijska celica. Vseeno, kjera partija je, če samo ena celica odloča, je hudič. Torej, ena sama celica je v zadnjih mesecih obrnila to hišo na glavo, jo spraznila, skuša, no, se še ni. Poglejte, koliko ljudi je tudi šlo in koliko gneva je to nekako zbralo vseh nas, zato smo tudi danes tukaj. Jaz vam vsem čestitam, ker ste pogumni in odločni in držite se naprej. Še k eni podpori tik pred koncem iz javnega življenja, to je Robert Walter, direktor Mini teatra, ta je pomemben del neodvisne kulturne scene in center kulturnega dogajanja oziroma ustvarjanja. Robert Walter je igralec, umetniški vodja, režiser, lutkar, vodi judovski kulturni center, vključno sinagogo, verjame v moč gledališča, kulture, ne le na gledališki sceni in zelo dobro ve, kakšna je bitka kulturnikov za preživetje. Robert Walter. Dobar dan. Že od začetka 90-ih let se v slovenski javnosti bije tihi boj okoli pomena javne televizije. Televizijski mediji sta že od svojega nastanka zaznamovala dva modela. Zasebna komercialna in javna televizija. Za komercialno televizijo je značilen prestop do televizije kot biznisa, ki s ponudbo medijske zabave potrošnikom prinaša dobiček. Po drugi strani pa model javne, neodvisne in pluralistične televizije vztraja pri razumevanju televizije kot javnega servisa, ki ga financira država in se uresničuje prek medijev skozi nacionalne družbene potrebe. V današnjem izjemno kriznem času, po eni strani zaradi agresije na Ukrajino, nove gospodarske krize, pandemije, moramo znova vztrajati pri pomenu javnega servisa. Javno pomeni nekaj, kar je splošno, pripada vsem in je dostopno vsem.
Javne televizije so izjemno pomembne. Leta 1994 je Svet Evrope sklenil, da je prav javni model tisti, ki lahko najbolje zagotavlja vrednote političnih, pravnih in družbenih struktur demokratične družbe. Državljani Republike Slovenije s plačilom naročnine omogočamo obstoj javnega RTV servisa svoje države, ki ima za razliko od komercialnih, radijskih ali televizijskih postaj do nas posebne obveznosti, natančno določene zakonom. Javna televizija mora biti televizija za vse, ki svojim programom nagovarja vse državljane, ne glede na starost, izobrazbo, kupno moč, narodnost in spol. Preprosto povedano, javna televizija služi državljanom, ne pa trenutni oblasti. Politiki v Sloveniji morajo imeti dovolj zaupanja vase, pa tudi v zrelost svoje demokracije, da lahko omogočijo neodvisno javno radiotelevizijo v službi državljanov, ki ima mehanizme nadzora in popravljanja napak, pa tudi svobodo in odgovornost, da dela objektivno, korektno in nepristransko. Kot igralec, režiser, direktor Mini teatra se zavzemam tudi za javno televizijo, ki bo širila kulturne vsebine, podpirala razvoj slovenskega filma, gledališča, glasbe, literature in vizualne umetnosti, in to v udarnih terminih, ne samo v nočnih terminih. In to ne samo slovenske, ampak tudi evropske in svetovne. Samo javna televizija, ki ima zagotovljeno stabilno financiranje in se ji zato ni potrebno podrejati komercialnim interesom, ima možnost in dolžnost, da posveča posebno pozornost umetniškim vsebinam in izrecni skrbi za dvigovanje visoke kulture javnega diskurza. Javni medijski servis mora biti odraz naše vitalnosti, da se na kritičen način odzovemo na vsa najpomembnejša družbena vprašanja. Kot direktor Judovskega kulturnega centra se zavzemam tudi za to, da RTV Slovenija postane servis, ki spremlja delo vseh manjšin, od etničnih, verskih do LGBTQ. Na zadnjih volitvah smo pokazali močno željo po demokratizaciji in spremembah. S podporo novinarjem RTV SLO nadaljujemo boj za konstantno demokratizacijo družbe. Hvala vam. Novinarka, izvrstna novinarka, odlična kolegica Helena Milinković, predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija, mi je prišepnila, da še ni rekla zadnje besede. Vzamem besedo kot vodja generalnega vodstva, če imam prvo, bom pa še zadnjo. Glede na izrečeno, res hvala vsem za te spodbudne besede. Absolutno ne bomo odnehali, ampak rada bi samo uporabila še tole. Marcel Štefančič je izgubil oddajo, izgubil je pogodbo, ker je izrekel nekaj kritičnega na javni tribuni. In ponavljamo, več nas je kot njih in vemo, kdo smo. Mi smo javni RTV, mi smo nikogaršnji hlapci. Hvala vsem. Spoštovani Frani, torej še enkrat stavkamo, ker nismo hlapci, smo javni RTV. RTV smo, zato lahko mirno rečemo, da je 23. maj 2022 dan RTV smo.